Dober dan, lepo pozdravljeni, cenjene gospe in gospodje, vsi, ki gojite odgovoren odnos do okolja, v katerem soustvarjamo življenjski prostor za naše državljanke in državljane. Cenjeni gostje, ki boste s svojimi izkušnjami in iz drugih okolij prinesli strokovna pojasnila in priporočila v naše okolje. Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, predstavniki strokovne, politične javnosti, oblasti, vodstev na lokalni in na državni ravni. Spoštovani predstavniki gospodarstva s področji kmetijstva, energetike, turizma, ki z uporabo in uporabljanjem naravnega vira vode izpolnjujete človekovo primarno potrebo po hrani, po energiji in po življenjskem prostoru. Dostop do naravnih virov je dobrobit družbe. Upravljanje z naravnimi viri z upoštevanjem dolgoročne vzdržnosti pa je njena odgovornost. Voda je naravni vir in osnovna človekova dobrina, nujna za njegovo preživetje in nujen pogoj za proizvodnjo hrane. Voda ima tako strateški pomen za življenje v nekem okolju. Državni svet je drugi dom slovenskega parlamenta oziroma prostor, v katerem se srečujemo predstavniki različnih interesnih skupin, civilne družbe, organizacij in strok ter predstavniki lokalnih interesov. Prav zaradi te raznolike sestave se lahko svojo aktivnostjo usmerimo na zelo strateške teme, kakršna je ta danes. Odnos do vode in vodnih virov se v obdobju mojega življenja, še bolj pa v obdobju zgodovinskega spomina moje družine zelo spremenil. Kako dosledno in natančno ter odgovorno je bilo opredeljena vodna pravica pred skoraj 100 leti, predvsem pa preprosto vam želim pokazati na tem starem dokumentu izpred skoraj 100 let. Vodna pravica na 3 straneh. Obvodni prostor oziroma obrečni prostor je vedno imel kompleksen ekonomski, socialen in ekološki pomen. Namen današnjega srečanja ni analiziranje preteklosti, temveč se opirati na izkušnje preteklega časa in znanstvene izsledke ter s pomočjo tega meriti v prihodnost. Način oziroma sistem upravljanja z vodami kot izredno pomembnim naravnim resursom je tesno povezan z razcvetom in tudi s propadom civilizacij. Kot član državnega sveta in predstavnik interesne skupine lokalnih interesov Posavja si želim na tej točki osredotočiti na gradnjo hidroelektrarn in z njimi povezanih akumulacij v Posavju. Ta izjemno zahteven in dolgotrajen gradbeni in okoljski poseg ima mnogo zgodb, ki jih danes ne bom pripovedoval. Rad bi vam pa predstavil širši kontekst gradnje hidroelektrarn v spodnjem toku reke Save od njenega sotočja z reko Savinjo. Izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi so načrtovale vse države oziroma vsi politični sistemi modernega časa oziroma preteklega stoletja. V geografskem prostoru Posavja jih je bilo 7. Kot prva v verigi je bila izgrajena hidroelektrarna Vrhovo, ki je njena gradnja potekala v obdobju od 1980 do 1990. No, njena značilnost je, da je bilo to rezervno gradbišče za SCT ob umiku iz Iraka, ob iraško-iranski vojni. To je bilo izhodišče. Odgovorno lahko trdim, da tako projekt kot način gradnje nista upoštevala dejstva, da je reka skupaj z obrečnim prostorom kompleksen prostor, ki sem ga izpostavil prej. Pogled na širšo sliko je povsem izostal, saj je bila reka opredeljena kot zgolj neizkoriščen vir energije. Vendar pa se vsako naslednjo gradnjo hidroelektrarne iz projekta v projekt kompleksnost tega območja vse bolj upoštevala. Tak pristop gradnji je omilil negativne vplive obsežnih gradenj tako na okolje kot tudi na prebivalstvo v regiji. Lahko rečem še več. Gradnja hidroelektrarn je prinesla pozitivno spremembo v vseh pogledih, ekonomskem, socialnem in ekološkem. Obvladovanje hudourniškega značaja Save
z minimalnim pretokom 45 kubičnih metrov na sekundo in maksimalnim pretokom med 3000 in 4000 kubičnih metrov na sekundo, stroka ni enotna, je izredno zahtevno. Škoda, ki je nastala kot posledica poplav, je v občini Sevnica v preteklih 20 letih povzročila približno toliko stroškov in škode, kot je stala izgradnja javne infrastrukture ob izgradnji ene elektrarne. Zagotovo je podobno tudi v Brežicah, ker je župan tukaj zelo zainteresiran in prisoten. Zahteve po očiščenju reke je bila poleg poplavne varnosti najbolj ključna zahteva. Namreč do izgradnje hidroelektrarn je bila Sava zaradi ekološke neodgovornosti osrednje Slovenije čista zgolj 2. januarja, 2. maja in 30. novembra, tisti, ki se spomnite. Z razvojem ekoloških standardov in dvigom ekološke osveščenosti se je to bistveno spremenilo. Urejanje rek za namene ustrezne poplavne varnosti, ekološke sanacije, energetske izrabe, potrebe namakanja za kmetijstvo in turistične privlačnosti zahteva zadostne finančne vire. Pomembno je, da se zavedamo, da noben vir ni neizčrpen in da njegova zbira zahteva vračanje virov v okolje. Finančni vir za gradnjo javne vodne in obvodne infrastrukture, ki ni nujno namenjena za energetsko izrabo, je ključen za urejenost obrečnega prostora zaradi večnamenske varne rabe tega prostora. Vir je bil usklajen in dogovorjen ter zakonsko določen z vodnim povračilom. Vodno povračilo v največji meri plačuje energetski objekti, umeščeni ob rekah, in v obrazložitvi zakona je opredeljeno, da se ta vir, ki se steka v proračun države, uporablja za infrastrukturne ureditve ob hidroelektrarnah, ki se gradijo, ki služijo širšemu interesu javnosti, večnamenski rabi okolja, poplavni varnosti in tako dalje. Ta zakonodajna rešitev je stara manj kot 2 desetletji, pa je kljub temu pogosto prezrt princip, ki je vodil do sprejetja tega zakona. Vzpostavitev namakalnih sistemov. Vzpostavitev namakalnih sistemov na akumulacijah hidroelektrarn je bila načrtovana. Kljub sprejetim državnim prostorskim načrtom, DPN-jem in podpisanim koncesijskim pogodbam, kar je bilo vse prej kot preprosto, je še vedno precej težav. Pristojnost za rabo in varovanje rek in obrečnih prostorov je razdeljena na številne državne in nedržavne nevladne institucije. Ne bom jih našteval. Vendar želim izpostaviti, da načrtovan poseg v obrečni prostor od investitorja zahteva več kot 20 soglasij strani nosilcev pristojnih za urejanje prostora. Še več, reka in obrečni prostor pri posamezni instituciji ni tretiran kot kompleksen ekonomski, socialni in ekološki prostor, ampak kot prostor za samodokazovanje in nadvlado posamezne stroke in institucije nad drugo, največkrat pa nad lokalno skupnostjo. Nemalokrat pa so prisotni tudi močni ekonomski interesi nevladnega sektorja. Večina slovenskih rek ima preoblikovano vodno telo. Če na avstrijskem delu reke Mure ne bi bilo hidroelektrarn, bi bila ta še vedno plodonosna in se ne bi poglabljala. Posledično pa bi Lena v meandre zavita Mura ne dajala energije za plavajoče mline na Muri. Na reki Savi pa se je tudi že v času Avstro-Ogrske veliko dogajalo. V naših krajih so pridobili pravico do kavsanja. To je zabeleženo tudi na lokalni cerkvi in tak način rabe je zagotovo bil aktualen in verjamem, da to kavsanje sedaj veste več, kaj to pomeni.
da boste popestrili svoje znanje slovenskega jezika. To ljudje počno v naših krajih tudi še danes. Upravljanje naravnega vira, ki je nujen za preživetje posameznika in lokalne skupnosti in države, je nujno. Žal se rečni vodi dogaja enake krivice, kot se dogajajo hrani. Družba jo zaradi nizke cene pogosto razvrednoti in tako pozablja, da je njun pomen za človeštvo, za družbo, za civilizacijo velik. Vrednost vode je neprecenljiva, kot je neprecenljiva pitna voda za ljudi, za živali, za rastline in ne nazadnje varovanje mikroklime in klime. V Evropski uniji imamo še samo nekaj odstotkov posameznikov, ki ima dovolj znanja za pridelavo hrane zase in za svojo družino, ki zadostuje za celo leto. Znanja pridobivanja hrane se krči. In naš primer, ali zna Slovenija kot država, pa tudi Evropa, uporabljati in upravljati vodne vire za vse potrebe, skozi vse leto, in kakšen je delež ljudi, ki to znajo, brez siromašenja okolja, v katerem živimo. Spoštovane in spoštovani, želim vam uspešno delo, uspešne zaključke na tem zelo pomembnem posvetu za našo prihodnost. Še nekaj slik, ki sem jih prinesel iz našega okolja, ki so zagotovo zanimive. O kavsanju ne bi več, namakanje iz akumulacij hidroelektrarn je izredno pomembna aktivnost, kajti to je tisti del večnamenske rabe prostora. Hkrati je to socialen prostor. Prostor, v katerem ljudje preživljamo svoj prosti čas in za nameček gospod Sergio Matteolio, ki je predsednik Ribiške zveze Evrope, je izjavil, da so ribiške trase v Sevnici in v Radečah na reki Savi ene najlepših, če ne najlepše evropske ribiške trase, zaradi okolja, ki je obvarovano in urejeno. Zelo zanimivo in verjamem, da bo to pripomoglo k današnjem posvetu. Hvala.